precej kaotičnem vikendu, ko so bile čakalne dobe na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško tudi po 4 ure in več, se je stanje umirilo. Čakalne dobe so le še za tovorni promet pri vstopu v državo. Tako hrvaški kot tudi slovenski policisti so začasno opustili sistematični nadzor vseh potnikov na zunanjih šengenskih mejah, ki sta ga v skladu z odločitvijo notranjih ministrov Evropske unije v Bruslju uvedli v petek. Natančneje zdaj pregledujejo zgolj osebe, ki predstavljajo varnostno tveganje. Poglejmo, kaj se je dogajalo recimo v petek in soboto na meji z Hrvaško. Kdo se je to spomnil, mi rečete? Kasni sat vremena. Vem, kaj se dogaja, samo nisem pričakoval, da bojo tako počasi delali. Tak je zakon. Koliko? Treba bi je bolj pričakoval, oni so gor prihajali, ne? Pa ste pričakovali tole kolone? Ne, niti približno. 3-4 ure, kar bom stal, ne bom dobil ni centa. Sam tisto, kar fura naredim. Fura se pa smatra, recimo ena fura se mora narediti v 6 urah. Izpuščajo se rob dostavka. Roba stoji. Roba stoji. Medtem pa na madžarski voznik kar pokaže, kaj si misli o vsem tem. Dragonja dopoldan, kolona pločevine meri okrog 300 metrov, osebna vozila za prehod na Hrvaško čakajo približno 1 uro. Kdo se je to spomnil, mi rečete? To sploh namo več upali prideti se pokazati na mejo. To je sramota, da moram ići van države raditi i još moram čekati sat vremena za posao i kasni sat vremena. Ponovno pozdravljeni. Seveda zdaj predlagam, ker sem Sebastjanu še dolžen dati možnost en odgovor na prejšnjo temo in sicer terorističnih napadov, pa izvoli Sebastjan, gremo takoj naprej. Vlado, hvala. Hotel sem samo dodati k temu, kar je Aljoš izpostavil, glede prosilcev za azil oziroma tistih, ki pri nas dobijo mednarodno zaščito. Kot je rekel Aljoš, ti ljudje so prešteti in tudi dobro preverjeni. To, kar se mi zdi pomembno, je pa zdaj naslednji korak in to je vsaj poskus njihove integracije in tle se točeta dva modela. Za državo je seveda najlažje, da naredi par lokacij, na katere naseli po 50 ali več teh azilantov in mislim, da je to popolnoma nesprejemljivo tudi za lokalno skupnost. To smo recimo videli ne samo na Škofijah, ampak tudi drugod. Mislim, da se bo treba dosti bolj potruditi, kar se tiče te integracije, dosti bolj razpršeno delovati in poleg stanovanj predvsem vzpostaviti mreže pomoči. Torej vpeti vse tiste organizacije, ki so tukaj pomembne, da pomagajo pri integraciji teh ljudi, ravno zato, da preprečimo možnost neke radikalizacije, ki bi potem eskalirala lahko v eni neumni potezi, od katere bi nas še dolgo bolela glava. Ampak zdaj, če se vrnemo na to dogajanje čez vikend, v bistvu zdaj, seveda vsi želimo varnost, to je postala pravzaprav največja vrednota v državah Evropske unije, pa tudi po svetu, varnost. Ampak Aljuš, a smo se pripravljeni, čemu smo se pripravljeni odpovedovati oziroma se odreči v imenu te varnosti? Vemo, kakšne so bile polemike v Združenih državah Amerike po 11. septembru, ampak recimo zdaj, če se vrnemo na te posnetke, ki smo jih videli na začetku, so ljudje ponoreli dobesedno, ko so čakali po 3-4 ure ali za to, da prestopijo mejo v Slovenijo ali pa to, da grejo iz Slovenije. To se pravi, v bistvu tu se tepeta dva koncepta. Hočemo imeti varnost, ko pa moramo čakati na meji, pa se nam v bistvu dobesedno zmeša in tega nismo pripravljeni. Kaj praviš na to? Ja, Vlado, jaz sem po eni strani zgrožen, po drugi strani mi gre pa na smeh. Najprej sem zgrožen, ker smo mi, bi rekel, 3 tedne nazaj zvedeli, da se bo 7. aprila začela uveljavljati ta poostrena kontrola. To smo zvedeli nekako mimo grede. Naši najodgovornejši predstavniki, se pravi predsednik vlade, resorna ministrica, ki sicer vendarle zelo malo nastopa v javnosti, bolj kot ne vse vroče kostanje prepusti svojemu državnemu sekretarju, nenazadnje šef policije, so nas vsi bi rekel nekako mirili, da to se bo sicer dogajalo, da malo bolj počas bo šlo, ampak da kakih hujših zapletov ne pričakujejo, če pa že bodo ti zapleti, potem pa bodo odreagirali.
No in tisto, kar je zdaj pač smešno, je pa to, da je stvar bila v veljavi en dan in se je sesula, ne. Mislim, to je res hecno. Ti 3 tedne razlagaš, da je pač potrebno zdaj bo začeti izvajati ta strožji nadzor na mejah in potem po enem dnevu ugotoviš, da tega nisi sposoben delati in s tem prekineš, ne. Kar je pa še enkrat smešno, je pa to, da seveda, ko naš zunanji minister, ne, po gostilniško in neskladno z vsemi diplomatskimi pravili žuga sosednji državi, kako bomo zaostrili odnos do njih in jih s tem prisilili, da sprejmejo rezultate arbitražnega postopka, za katerega mimogrede sicer sploh še ne vemo, ali bo sploh v našo korist, ne, smo vsi za to in vsi vpijemo, ja, bravo, končno jim je Karl povedal, kar jim gre, ne. Potem to pa, misliš na to, da bomo izvajali sistematični nadzor? Da bomo to, kar se zdaj dogaja, ne. Sej verjetno je zunanji minister to vedel, pa je hotel piskrček predstaviti, ne. Potem pa, ko en dan pač je treba malo potrpeti na meji, par ur počakati, je pa konc te naše euforije, ne. Se pravi, jaz ne razumem, kako ljudje mislijo po eni strani, da je možno, bom rekel, v narekovajih nagajati sosednji državi ali pa izvajati do nje strožjo politiko, hkrati pa mislijo, da se njim, ko bodo šli na vikend ali pa v službo ali pa v šoping ali pa na morje na Hrvaško, to ne bo nikjer poznalo. Seveda se nam pozna, ne? In tvoje izhodiščno vprašanje je popolnoma pravilno. Se pravi, po eni strani bi absolutno varnost, kar smo sicer že pri prejšnji temi ugotovili, da je nemogoče doseči, po drugi strani pa čist pri nekih, bi rekel, skoraj človeških zapletih, skratka, kako je potrebno pač čakati, zdaj ali z objektivnega ali subjektivnega razloga. Je drugo vprašanje, se zadeva sesuje sama vase, ne. Tisto, kar mi je pa najbolj smešno, samo še to, potem pa končam, je pa to, da hkrati hrvaška stran sporoča, da v dogovoru z Evropsko komisijo uredba začasno ne velja več, je suspendirana, naši predstavniki pa sporočajo, da še vedno velja, samo se bo izvajala v milejši obliki. Veš, kako smo temu rekli v bivši skupni državi, lud je bezbunjenok, ne? In to imamo zdaj na mejah. Ja, to se je res dogajalo v petek zvečer. Recimo so Hrvati, mislim, da ob 22. uri so nehali v bistvu ta sistematični nadzor izvajati, predvsem nad tistimi potniki, ki so v bistvu državljani Evropske unije oziroma preverjali naj bi bolj sistematično samo ostale državljane in tiste, ki so pač varnostno zanimivi. Zdaj, kakorkoli že, to je verjetno zelo težko oceniti. Ampak vendarle, Sebastian, jaz mislim, da ni mogoče sprejemati takšnih ukrepov v 3 tednih. Ne? V bistvu, če samo pogledamo, koliko časa smo se pripravljali na Schengen in potem pa recimo se zberejo evropski ministri, rečejo od zdaj pa sistematični nadzor na šengenski meji in v 3 tednih tega ni mogoče izvesti oziroma bi bilo mogoče izvesti, če bi Evropska unija oziroma tiste države, ki so pač znotraj šengenske meje, verjetno pač svoje kapacitete policistov in carinikov in drugega osebja poslali potem na južno mejo, ker je bilo jasno, da bo ta ukrep padel točno pred velikonočne praznike, ne, ki so se pač v Švici in Nemčiji že začeli. Ne. Ja, Vlado, glej, jaz mislim, da niti ni bil to kadrovski problem, kot sem razumel, šlo bolj za tehnični problem. Pogovarjal sem se sicer z prijateljem, ki je rekel, da je država naredila vse, kar se tiče infrastrukture, torej optike, da je sprostila vse kapacitete do meje, problem je pa na sami meji. Torej, sama tehnična oprema, število računalnikov, število policistov verjetno v bistvu, ne? Niti ni problem policistov, ker kot sem razumel, je trajalo 3 minute, da se je preverilo en pasoš, recimo, ali pa eno osebno izkaznico. In te 3 minute jih ni preveril policaj, ampak je toliko trajalo povezava. Torej, čisto tehnično vprašanje, ne? In kot si rekel, v 3 tednih se tega ne da rešiti. Jaz mislim, da je Evropa že prej to pripravljala. Torej tudi naša država ni ravno najbolj sposobna v nekih hitrih reakcijah v organizaciji takih zadev, ampak jaz mislim, da bi tu, je treba opravičiti same policaje, ki so na meji, ker verjamem, da oni niso nič krivi, da niso oni podaljševali procesa, ampak da je to podaljševanje bilo res tehnične narave. Ja, tukaj spet, Vlado, če dovoliš, imamo tipičen primer, o čemer smo že govorili v naši oddaji večkrat, ko ceno plačujejo navadni ljudje. Se strinjam s Sebastianom, tako tisti v uniformi, kot tisti, ki potujejo čez mejo. Ne? In še nekaj je pomembno. Ne?
čez mejo potujejo tudi tuji državljani ali pa večina je tujcev in oni bojo spet imeli občutek, da na slovenski meji ali pa slovensko-hrvaški meji jih spet neki zajebavajo oziroma jih mi zajebavamo. Ne. To bo spet ta občutek in spet bo Slovenija tista, ne, ki bo tako na Hrvaškem, v Bosni in drugje po Evropi bomo spet prepoznani kot nek pač bi rekel tle eksotični otoček, ki ne razume, zakaj gre. Ne. Če se jaz prav spomnim, je tudi Avstrija napovedala, da bo izvajala strožji nadzor na meji, čeprav je to ni šengenska meja, pa me zanima, ne, a so tam kakšne kolone. Jaz se ne spomnim nobenih medijskih poročil o kakih kolonah na avstrijski meji. Avstrijci so že izvajali ta šengenski nadzor cel čas. Ja, sej, jaz sem šel večkrat čez slovensko-avstrijsko mejo, pa moram reči, da nikoli nisem čakal 4 ure, ne, v tem času. Se pravi, tako kot je rekel Sebastian že uvodoma, mi smo spet bolj papeški od papeža, če pa že se za to odločimo, je pa treba pač pravočasno povedati, kakšne vse tehnične in druge kadrovske zahteve imamo, da to izvajamo. Ne. Jaz razumem potrebo, ne vem, notranjih držav velikih, ki so pač tudi predmet terorističnih napadov, da si na nek način zagotovijo varnost. Ampak enako pričakujem, da bojo oni razumeli naš položaj in da ne bojo zdaj pričakovali, da bo ena majhna Slovenija, pa zdaj bom rekel tle neko sito, skozi katerega bo droben curek ljudi tekel, ker je to praktično nemogoče. Sploh pa v tem času, ne? Ja, zdaj seveda smo v bistvu pred velikonočnimi prazniki, potem prvomajski prazniki, potem turistična sezona, ne? Zdaj pokazalo se je, da če bi recimo takšne ukrepe začeli izvajati, ne, Hrvaška je zelo živčno reagirala in takoj dosegla že v petek, mislim, da v petek po noči je dosegla v bistvu omilitev teh ukrepov, ampak res je, če bi... In to je pomemben faktor, kar si zdaj izpostavil vlado, ne? Ker dejansko ta problem kaže tudi različno težo Slovenije in Hrvaške v Evropski uniji v končni fazi. Ne? Ker tudi mi smo imeli problem, Slovenija se je trudila nekaj argumentirati, pa mi smo v Schengenu, Hrvaška pa ne. Hrvaška je zelo hitro odreagirala in dosegla spremembo v Bruslju. Prej je že Aljuš povedal, kako je Hrvaška interpretira, kako mi. Jaz sem celo slišal, da je, ko je Hrvaška dosegla torej to spremembo, Slovenija še pol dneva ni razumela, da to velja tudi za nas. Ne? To je res. Zdaj, druga stvar, ki pa je, ne, v bistvu očitno, ne, tako kot smo prej smo govorili o tem prehodu, v bistvu pohodu beguncev čez mejo, v bistvu, kjer praktično nekateri sploh niso bili v prvem valu zabeleženi, ampak očitno je, ne, da je težko, ne, da pravzaprav države težko zadržijo da bi težko zadržali neko množico beguncev, če ne moramo v bistvu niti zdaj speljati, da bi kontrolirali, ne vem, pač te organizirane turiste oziroma zdomce, ki se pač vračajo po tej poti čez Gruškovje ali čez druge mejne prehode. Ne. V bistvu, misliš, da je sploh možno to? Zelo velika razlika je, tisti prvi val je terjal sodelovanje več držav. In v tistem momentu Slovenija zagotovo tega ne bi mogla zadržati zaradi odnosa Hrvaške. Milanović je dejansko z veseljem pošiljal naprej. Tako in na različnih mestih. Kaskadno jih zaustavljali, tako od Makedonije, Srbije, Hrvaške, torej če bi potekala ta veriga v nekem drugačnem sodelovanju, najbolj problematična se je na koncu izkazala ravno Avstrija. In če Nemčija ne bi tako vehementno jih vabila recimo v Nemčijo, ne? Potem bi bilo možno nek drugačen odnos, neka kontrola. Tako kot se je pa v tisti stihiji dogajalo, vse, kar bi dosegli, je dejansko, da bi dosegli spore na meji zaradi odnosa Hrvaške, ker bi Hrvaška še podpihovala te spore in jih pošiljala naprej v Slovenijo. To vemo, mislim, res je to, kar praviš, ne? Ker smo pač v bistvu sam sem takrat spremljala ta begunski val in pravzaprav naša država sploh ni vedela, na katerem mejnem prehodu bodo pripeljali avtobusi, oziroma spomnimo se tistih nočnih posnetkov, kjer so v Rigoncih oziroma na meji, kjer so pač ljudje zaradi napačne orientacije
šli v reko in te zadeve. To je problem v bistvu sodelovanja med temi državami, predvsem med Hrvaško in Slovenijo. Ja, to je ravno, Vlado, po moje stična točka obeh problemov. Ne? Sicer po obsegu se jo ne da primerjati, se strinjam. Ne da se ampak primerjati. Tisto, kar so skupne značilnosti, so pa ravno to. Ne? Slovenska politika zmerom stvar podcenjuje. Ne? Tudi takrat smo lahko slišali premierja, mi smo pripravljeni, vse smo naredili, kar je treba, potem pa v 2 dnevih smo doživeli kolaps sistema. Ne? Mislim, kdo na naši strani je pričakoval, da se bo hrvaška stran držala dogovorov, potem ko se praktično od leta 1991 ni držala enega dogovora, ki je bil sklenjen. Ne? Že ob nastanku obeh držav smo imeli dogovor, da si pomagamo v primeru napada JLA, pa že tega niso izpolnili. Ne? In potem nobenega več kasneje, tudi arbitraža, itd., da zdaj ne naštevam. Zdaj, to bojo pa glede beguncev, ki je pa najhujši problem, pač bojo pa spoštovali. Jasno, da ne bojo. Ne? In zdaj se je spet pokazali, ne? Ob tej pač uredbi o tem strožnem nadzoru na mejah, mi spet smo problem podcenjevali, potem se nam je sistem v enem dnevu sesul, hvala Bogu, ne, so pač Hrvati verjetno kar telefonirali v Bruselj in rekli, mi tega ne bomo več počeli, in so oni rekli v redu. Ne. Pa smo mi ugotovili, kot prav Sebastian, čez pol dneva, da to velja tudi za nas. Skratka, mene skrbi to, no, da pač slovenska politika vedno znova pade na izpitu, da bi realno znala oceniti, kako se bo kdo drug, ali je to Bruselj ali pa sosednje države obnašale. Vsak v prvi vrsti skrbi za lastne interese in to je popolnoma legitimno. Mi pa vedno zaženemo vik in krik in vijemo roke in se čudimo, ne, kako so nas zdaj okrog prinesli. Če bi mi vedeli, kaj so naši interesi, potem bi se tudi lažje pogovarjali z vsemi našimi sogovorniki. Ker pa tega ne vemo, pa samo čakamo, da nam bo kdo sporočil ali iz Bruslja, ali pa iz Zagreba, ali pa iz Berlina, ni važno, kaj moramo početi. To je naš problem. Sebastian, zdaj, če se vrnemo, v bistvu to je, mislim, da na ključno točko. Ne? Zdaj, Evropska unija je nekako sprejela strogo varovanje šengenskega območja, ne, tu je pač Slovenija in Madžarska sta tu zelo izpostavljeni, ne, in ne nazadnje tudi Italija, ne, ampak a je sploh možno v bistvu zadržati, ko pride ta, v bistvu, ko bo milijon Slovencev šlo na Hrvaško poleti, oziroma ko bo, ne vem, nekaj par milijonov Nemcev hotelo čim prej Avstrijcev ali pa še državljanov drugih držav, ko bo hotelo čim prej priti. Kako zdaj to rešiti, v bistvu, ne? Mislim, zahteva se strogo preverjanje vsakega, ki gre iz šengenskega območja, ki vstopi v šengensko območje. To je, a lahko, a bo to varovanje šengenske meje v smislu pregleda vseh potnikov in kontrole nad vsemi potniki sploh možno uveljaviti, po tvoji oceni? Težko verjamem, ampak tako. Najprej treba pohvaliti Evropsko unijo, da je sploh se lotila nekega organiziranega reševanja, bom rekel, problema varnosti, ne? Čeprav se ni lotila na najbolj pomembni točki. Jaz mislim, da kot smo ugotavljali, kar se tiče in teroristov, ki so že v Evropski uniji, in tistih, ki prihajajo od ozunaj, se bodo zlahka izognili Schengenu. Torej, tle gre za en popolnoma nesorazmeren ukrep Bruslja, kjer milijoni poštenih državljanov trpijo neugodnosti zaradi majhne verjetnosti, da bodo med temi milijoni našli nekoga. Jaz mislim, da je bolj pomembno usmeriti ustrezne resurse v obveščevalne službe, v pridobivanje ustreznih informacij iz nevarnih omrežij. Iz nevarnih omrežij dosti bolj kot ta ukrep. Tukaj je še enkrat Evropska unija pokazala, da Evropo vodijo popolnoma neživljenjski birokrati, ki ne razumejo probleme terena, ne razumejo probleme ljudi, ki mislijo, da z sprejetjem neke njihove odločitve bo vse lepo potekalo in bom rekel, mi smo zelo kritični do slovenskega birokratskega aparata. Jaz mislim, da so enaki problemi tudi na evropski ravni, seveda. Jaz bi seveda, glede na to, da se nam je čas iztekel za to temo, bomo pa še naprej govorili o Sloveniji, o slovenski nacionalni zavesti in seveda o skupini Agropop ter slovenski sagi. Se vidimo po oglasih.